Dajmo, prosim, pozornost name. Torej, imamo vsi layers, dajmo skriti vse ostale panele, ki jih vidite zraven, tako da kliknete dvakrat na ime zavihka. Se pravi ime zavihka, pa še ime tega zavihka, adjustments, ja? Tako, ne? Tako da imamo čim več prostora na panelu layers. Žaklina, da si samo potegnil layers čist na desno, tako da boš imela potem, ja, tako, čist na desno. Ja, tak. Tako, zdaj pa v bistvu, zdaj si ga potegneš na desno, tako da ga boš imela čist. Ja. Smo. Nataša, daj si še barvo pomanjša. Ja? Tako. Evo nas. Dobro. Dajmo, prosim, lepo izbrati, klikant na zgornjo plast pšanc. Ja? Tako da je izbrana, da je malenkost svetlejša in zdaj bomo, kako bi izbrali to belo barvo. Magic Wand ali pa Color Range, oboje, ne? Torej, z enim klikom najhitrej Magic Wand, kamorkoli na tej beli površini kliknete, bo izbrana ta bela površina in potem pritisnite tipko Delete na tipkovnici. Na zdravje. Tako. Pa dajte še select pa deselect, tako da zdaj izgubimo to selekcijo. Torej, zdaj smo prišli do druge od 4 najpomembnejših stvari, ki jih moramo znati v Photoshopu, ne? Šli smo čez uporabniški vmesnik in zdaj smo prišli do plasti. To je ena izmed stvari, ki jih je idealno, da jih čim prej čist limbično poskušate razumeti, ta koncept. Torej, v Photoshopu imamo v dokumentu 2 dimenziji, širina pa višina. In zdaj Photoshop, dokler pač niso dali noter še podpore za 3D, nam v bistvu z plastmi omogoča 3. dimenzijo. Ne? Torej, predstavljate si, tako kakor da bi imeli neomejeno število prosojnic in potem na vsaki tej prosojnice se ne bi dotikale in na vsaki tej prosojnici je neka vsebina. Torej, delo z temi plastmi pomeni, da kadarkoli delam na eni plasti, ne uničujem drugih plasti in pa tudi, da se te plasti prekrivajo. Torej, če pogledate zdaj na mojo desno, lahko vidimo, da so stvari, kot so tukaj na dokumentu vidne, enako tudi tukaj. Ne? In pogledajte, najvišja plast je čez vse ostale. Ne? Torej, enako bi bilo, kakor če bi gledali tukaj, kakor če bi gledali tukaj noter. Ne? Torej, piščanec je nad oblačkom, ki je nad ozadjem, in kužek je nad ozadjem. Ne? In tudi tukaj si lahko pogledamo, piščanec je nad oblačkom, ki je nad ozadjem, in kužek je nad senčko, ki je nad ozadjem. Ne? In če bi zdaj recimo jaz prijel, naprimer, misel, primem na besedo misel in jo potegnem čisto zgoraj, tako da dobim eno modro črto tukaj zgoraj in spustim, ne, sem spremenil razporeditev oziroma vrstni red teh plasti, tako da je misel nad piščancem in zdaj piščanec ni izginil, ne, nismo ga zbrisali, ampak je preprosto skrit, ker ga ta misel popolnoma prekriva. Ne, in jaz bi lahko kadarkoli zdaj prijel tega piščanca in ga povlekel nazaj gor. Prej, ko smo delali z posameznimi orodji, smo uporabljali tele učke tukajle. Se pravi, vsaka plast
ima možnost, da mi njeno vidljivost spreminjamo, torej da je stvar vidna ali ne. Tukaj imamo 3 plasti, recimo, ki so zaenkrat še skrite in tukaj ni učka, medtem ko kjerkoli je uček, lahko te stvari vidimo. Torej, kadarkoli lahko jaz recimo kliknem na ta uček in bo plast v tistem trenutku skrita. Še nekaj dodatnega, torej, če desno kliknete na katerokoli od tehle slikic, boste dobili 2 možnosti, ki so kar pomembne. In sicer prvi blok možnosti je tukajle, torej to je velikost teh predstavitvenih sličic plasti. Če imate, recimo jaz v tem trenutku imam large thumbnails in lahko zelo enostavno vidim, kaj je v tem dokumentu, medtem ko če bi imel ogromno plasti in bi jih želel čim več videti na zaslonu, si lahko izberem small thumbnails in bom potem videl več plasti. Druga možnost je pa tukajle, torej clip thumbnails to layer bounds in pa clip thumbnails to document bounds. Torej, jaz imam zdaj izbrano prvo možnost, clip thumbnail to layer bounds. Kaj naredi, ne? Torej, ta možnost mi bo za vsako predstavitveno sličico pokazala maksimalno možno, kaj točno je na tisti plasti. Medtem ko, če izberem clip thumbnails to document bounds, mi bo pokazal celoten dokument in mi bo pokazal, kje točno na tem dokumentu je ta plast, kje točno se nahaja ta plast, ne? Torej, kar je vam miselno lažje razumeti, torej, če bi vas zanimalo, kje točno je kaj, ok, ne? Document bounds, medtem ko če vas zanima, kaj točno je na posamezni plasti, je seveda ta možnost dosti enostavnejša. Profesor, yes. Kaj pa, če zdaj sem dala nov thumbnail, se zdaj kjer nazaj? Samo še enkrat desno klikneš in veš kaj, čakaj, na tole mislim, da je, na tole slikico. Vsako to plast, preden bomo spet prišli do selekcij, lahko dupliciramo. Torej, jaz bom desno kliknil na plast pšanc in izbral duplicate layer. In naenkrat imam 2 piščanca, ki jih lahko repozicioniram kamorkoli po dokumentu. Zdaj, bodite pozorni, katero orodje imam izbrano. Še vedno imam izbrano Magic Wand in kadarkoli jaz pritisnem tipko Control v Photoshopu, mi iz katerega koli drugega orodja, kakor Move Tool, mi bo dal Move Tool. Torej, držim Control in lahko premikam to plast po dokumentu, ne da bi rabo izbrati Move Tool. Control. Ne? Pa dajmo zdaj skriti piščanca, pa dajmo potegniti tole misel nad kužka. Torej, primite misel in preprosto potegnite dol, dokler ne dobite tukaj ene modre črte in v trenutku, ko boste spustili, bo ta plast zdaj repozicionirana v... Tako, in zdaj dajmo aktivirati tele 3 skrite plasti, pol sendviča, ribica v oklepaju ob sredah in druga polovica sendviča. Torej, tukaj lahko recimo tudi zelo enostavno vidimo, kako se stvari
prepletajo. Torej imamo eno polovičko, nad njo je ribica, ne, in nad njo je spet naslednja polovička sendviča, ki jo prekriva. Torej, kjerkoli je tle neka vsebina, bo on avtomatsko prekrival, tako kot bi imeli, ne vem, 2 lista papirja in bi šel en čez drugega. Ne. Ampak mi smo preidni v Avstraliji, ne? Kako? Kaj? Ampak mi smo preidni v Avstraliji, to razno. A senčko bi odstranila? Če želiš, lahko senčko odstraniš. Samo izberi pravilno plast in potem izberi to senčko in jo pobriši. Če želiš. Ni pa to del naloge, Nataša, tako da pač... Ne. Ne? Chcemo zbrisati. Kako? Kako se naredi? Preprosto, katerokoli orodje za selekcijo me je izbrano, označi. Ne, se pravi, lahko bi recimo, ja, tak. Da. Tako da imamo prosto duplicate layer. Desno klikneš na plast. Tako nekaj. In zdaj, ki smo se reči, Ja, zdaj pa samo deliti pritisni. simple. Ja. Okay. Dokler ne pridemo do mask. Ne? Maska pa bo dala možnost, da to samo skrijemo, ne pa zbrišemo. Ne? Torej, lahko vedno prideš potem nazaj do teh informacij. Torej, enako kot bi lahko v raziskovalcu ali pa v bridžu označili več dokumentov naenkrat, lahko tudi tukaj v panelu plasti, recimo držim tipko Control in izberem več plasti naenkrat. Kaj to pomeni? Ne? Da lahko jaz recimo zdaj te 3 izbrane plasti grem v Free Transform in jih premikam skupaj. Ne? Torej ne vsako posamezno, ampak jih lahko premikam skupaj. In te plasti lahko dodajamo tudi v tako imenovane skupine plasti. Če zdaj imate še vedno te 3 plasti označene, lahko kliknete na katerokoli od teh 3 plasti in izberete Group from Layers. Torej desno kliknete na katerokoli od teh 3 označenih plasti. Midva bova mogla samo skenslati tole transformacijo, preden boš to naredila. Ja? Potrdiš ali pa skenslaš vsem. Ja? Se pravi, zdaj samo desno klikneš in daš Group from Layers. On me bo zdaj vprašal, kako želim poimenovati to skupino. Evo. In zdaj imamo tukaj eno mapico. Ne? Zraven te mapice je ena puščica in če na to puščico kliknemo, lahko vidimo, katere plasti so v tej skupini, torej v tej mapici. In tukaj lahko direktno to skupino, če grem v Ctrl-T, če grem v Free Transform, lahko to skupino direktno označim in se vse 3 plasti obnašajo kot ena skupno. Ne? Torej tudi, če bi recimo, ne, kadarkoli kliknem na to mapo, lahko premikam potem po dokumentu levo in desno. Zdaj, dajmo še enkrat narediti enega ekstra piščanca. Torej, jaz bom desno kliknil na piščanca in dal Duplicate Layer, tako da dobim enega ekstra piščanca, ki ga imam zdaj preveč. Kako zdaj zbrišemo plast? Spodaj, tukaj čisto spodaj na panelu plasti, je fajn, da si zapomnite tele ikonce, zato ker bomo velikokrat prišli do njih. Spoznali bomo prve 3 malenkost kasneje, ampak zadnje 3 so koš, se pravi, da imamo možnost zbrisanja plasti.
nova plast in pa nova skupina plasti. In jaz lahko primem recimo tole plast in jo preprosto potegnem v ikonco za koš, oziroma če je plast izbrana, preprosto kliknem na koš in lahko to zbrišem. Tudi z desnim klikom, tudi v meniju je drugače noter, ne. Torej lahko tudi desno kliknete na samo plast in tudi tukaj imate možnost delete layer. Zdaj pa, da se vrnemo v selekcije. Torej, velikokrat boste prišli do tega, da želite nekaj vzeti iz dokumenta, da želite nekaj prevzeti in spraviti na novo plast. In zdaj, dajmo za hec vzeti navadno zanko in okoli kužkove glave narediti eno selekcijo, tako da dobimo kužkovo glavo kot izbor. Ja, navadna zanka, lahko je poligonska zanka, lahko je magnetna zanka. Tako da je približno okoli kužkove glave narejena selekcija. Ja? Pa dajmo zdaj za hec, bodite pozorni, da nimate izbrane glave, torej da nimate izbranega kužka kot plast, Katerokoli drugo plast izberete, se pravi kamorkoli drugam, na piščanca recimo kliknite in zdaj pejmo na layer, new, layer via copy. Ja? Smo dobili vsi napako? Ja. Torej, jaz imam recimo izbrano plast piščanec, ne? In zdaj, na plasti piščanec je vsebina samo tukaj, ne? Jaz pa želim kopirati vsebino tukaj, ki je na plasti kužek. Torej, on me opozori, ne morem narediti nove plasti iz te selekcije, ker tle nič ni. Ja? Torej, dajmo zdaj pravilno izbrati kužka kot plast in iti še enkrat v layer, new, layer via copy. In tukaj na moji desni lahko že vidimo, da imamo zdaj novo plast, ki vključuje samo glavo od kužka in če bi želeli recimo, lahko zdaj to glavo premikamo po zaslonu. Oj? Če hočeš še sedno verjo, malenkost drugače, mislim, da je. Ker je meni izlazno, pa kopirati tudi layer, sam je zmeri vzdega. Če se prav spomnim, imaš v Illustratorju, mislim, plasti itak drugače tretira, ne? Zato je lahko ful dokumentov na isti plasti, ampak ti imaš v bistvu eno tako majhno pikico na desni strani od plasti in samo povlečeš eno pikico na eno drugo plast in bo potem objekt na drugi plasti. Ja, mičken drugače tretira. Torej, zdaj imamo glavo na svoji lastni plasti in zdaj lahko mi s to glavo delamo, kar želimo, kar smo imeli prej v Free Transformu, se pravi, lahko to glavo premikamo, rotiramo, najprej izberi plast kužek. Tako, zdaj pa imaš za skopirati, ne? Torej, vse, kar smo prej definirali skozi Free Transform, imamo zdaj možnost, ne, z to novo plastjo, ki smo jo naredili. Lahko jo recimo prezrcalimo horizontalno, ne, in jo postavimo zraven piščanca. Zdaj pa, ne, kaj imam problem, ki je nastal? Želim, da je glava od kužka na piščancu. Kako bi? Tako, ne? Se pravi, glava od kužka je pod piščancem in jo primem, povlečem in spustim sem. In zdaj imamo več enega kužka.
Ja. Aha. Ja. Zdaj v bistvu samo izbereš tole glavo od kužka, ne? In zdaj greš lahko v Free Transform, tako kot smo bili prej, ne? Edit pa Free Transform, oziroma Control to. Ja. Tukaj. Ja. In zdaj jo lahko premikaš kamorkoli po zaslonu, lahko bi jo rotirala, ne? Lahko bi jo prezrcalila, ne? Tako, ne? In potem samo klikneš na kljukico. Zdaj pa, če želiš, da je nad tem, ne? Boš pa mogla potem plast samo potegniti malenkost višje, da bo potem, ja? Tako, tako. Kako? Pejt nazaj v Free Transform. Ja? Tako, zdaj pa desno klikaj na kužka in imaš tukaj Flip Horizontal ali pa Flip Vertical. Tukaj čisto spodnje. Flip Horizontal daj, evo, pa jo imaš obrnjeno, ne? Prezrcaljeno, ne? Zdaj pa pejmo še enkrat nazaj na plast kužek in dajmo še enkrat narediti neko podobno selekcijo. Kako? Lahko, ampak si zdaj zaenkrat še vedno v transformaciji, tako da moraš najprej potrditi. Zdaj selected, zdaj pa greš lahko v Free Transform in boš oboje. Evo, ne? Najprej boš mogla potrditi transformacijo, potem boš pa lahko potegnila. Ja? Ja? Ja. Zdaj pa, ne, torej imamo izbranega kužka, imamo izbrano plast kužka in bomo šli eno drugo metodo za premikanje nove plasti, in sicer layer, new, layer via cut. Tako, ne, če pogledate zdaj moji dve slikici, torej na spodnji plasti kužek, več ni glave, torej on jo je premaknil, je vsebino iz ene plasti v drugo, in če zdaj jaz premaknem to glavo, ne, ni več spodaj nič, ne. In bi lahko recimo potem zdaj takole, ne, da se glava premika. Kako? Nimaš še selekcije narejene, ne? Najprej si moraš selekcijo narediti. Ker drugače bi bilo samo duplicate layer, ne? Tako, evo, zdaj pa greš layer via cut. Ja? Ja? Zdaj pa si jaz želim, da bi te dve plasti kužka združil nazaj v eno plast. Torej, imam izbrani obe plasti in layer kužek in layer 2. Kako? V Merge Visible bi vse sploščilo, ne? Vse, kar vidiš na zaslonu, bi sploščilo v eno, ne? Torej, najenostavnejša metoda je, da desno kliknete zdaj tukajle na eno izmed teh dveh plasti in imate tukajle Merge Layers. Tako. Se pravi, desno kliknete Merge Layers in tukaj zdaj lahko vidimo, da je kužek spet nazaj na eni plasti in da ni več raztrgan. Tako, Merge Layers. Ja? Na katerega? Obe plasti moraš izbrati, tako, ja? In zdaj lahko daš Merge Layers. Tako. Ja?
S tem, da zdaj imaš ti lebdečo glavo, ne, zdaj pač to so posebna sorta kužkov, ki imajo lebdeče glave, ne, moramo v bistvu iti en korak nazaj, ne, se pravi, greva step backward, toliko, da imamo samo glavo, ne, in zdaj si jo v bistvu premakneva opsala. Aha, move tool imaš. No, mislim, ja, ne. Se pravi, imamo kužka izbranega, ne, in zdaj se samo vrnem nazaj, ne? Se pravi, držal sem kontrol, da sem dobil move tool, zdaj vzamem oba dva, ne? In dam merge layers, ne? Se pravi, plasti se ne rabijo dotikati, da bi jih vi združili v eno plast, ne? Torej, lahko bi, ne, stvari, ki so popolnoma nepovezane, so združene v eni plasti. Torej, lahko je na prosojnici karkoli, ne. Pomembno je, da to razumete, ne, da vsaka plast je popolnoma ločena od druge plasti. Torej, karkoli delate na eni plasti, ne bo uničevalo spodnjih plasti, ne. Torej, lahko bi tiste mozolčke recimo odstranjevali na ločeni plasti in imamo potem vedno možnost iti en korak nazaj, da potem pridemo do originalne slike, ne. In pa še ena zanimivost. Pri plasteh, ki imajo neko transparenco, torej, če primerjamo recimo ozadje te slike, ki je popolnoma od zgornje leve do spodnje desne, ne, in pa tega kužka, ki je samo tukaj, ne, ima kužek neko transparenco, ne, tudi tukaj lahko vidimo tele kvadratki, ki so v Photoshopu pomenijo, da je ozadje transparentno. In mi imamo možnost kadarkoli enega izmed takih transparentnih plasti izbrati. In sicer to naredimo tako, da kliknemo desno na slikico in izberemo Select Pixels. Ne? Poglejte, kaj se je zgodilo. Ne? Popolnoma okoli kužka, točno tako, kot je plast v resnici postavljena, je zdaj nova selekcija, za katero seveda lahko naredimo karkoli bi se nam zaželelo. Kako? Ja, to se je domen malo zmatril, ja. No. Mislim, to je moj kužek. In zdaj, dajmo še eno stvar spoznati, in sicer v vsaki tej plasti imamo mi možnost definirati tako imenovano vidljivost, torej kako zelo transparentna je oziroma kako zelo je vidna. In sicer dajmo izbrati plast kužek in poglejte tukaj le zgoraj imamo opacity. Ja? Do večine teh dialogov lahko pridemo na različne načine. Zdaj, opacity lahko spreminjam ali da kliknem tukaj na spustni meni in imam potem drsnik, ali da kliknem tukaj noter in napišem eno številko, lahko grem pa z miško čez ime opacity in ga samo kliknem in potegnem na levo, ali pa kliknem in potegnem na desno in imam pač ta scrubby spremembo. Na praktično katerem pogovornem oknu, kjer je ime, pa potem neka številka, lahko naredite enako, ne? Da si malo časa prihranite. Torej, opacity sem jaz dal zdaj na 50% in zdaj imam 50% vidnega kužka, Kasper kužka, ki, ne, ne, to je planinski gonič. Veliko kužkov je podobnih velikim kužkom, tako. Definitivno pa ni podoben mački. Tako. Zdaj pa, dajmo lepo prosim odpreti vajo 202, kjer me boste malo prikleli.
Torej, spet, aha, okay. Vaja 202 je razdeljena na 6 delov. In sicer vsaka izmed teh 6 delov ima dva navodila. Prvo navodilo na prvi vrstici je, kaj si želim, da potegnete ven na svojo plast. Torej, kaj želim, da označite in greste layer via copy. Druga vrstica je, kakšne barve ozadje želim, da napolnite ta kvadratek od zadaj. Tudi kvadratek z barvnim ozadjem želim, da naredite na novi plasti. In pa ne želim, da greste čez tole črno barvo. Torej, prva vrstica je, kaj želim, da skopirate na novo plast. Dajmo prvo skupaj. Torej, rumeni del zidu želim skopirati na svojo lastno plast. Kako bi označili zdaj rumeni del zidu? Ja, z marquee, recimo zato, ker je ravno, ne, lahko naredimo tukaj en kvadrat in potem prištejemo tukaj en kvadrat. Kako bi še lahko? Za tistim tam. Za tistim tam? Kako? Ja, za poligonsko zanko bi recimo tudi lahko, ne, se pravi, če recimo vzamem poligonsko zanko, se postavim na en kot, drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi, tako da imam izbrano rumeni del zidu. In zdaj grem v layer, new, layer via copy. Na levi strani lahko zdaj vidimo, da imamo naš prvi layer, ki vključuje rumeni del zidu. In zdaj želim, da ozadje pobarvam rdeče barve. Torej, označim recimo si kvadrat, naredim novo plast. Do tega še nismo prišli, kako narediti novo prazno plast v layer, new in pa layer. Enako lahko naredite tudi tukaj, v predzadnji ikonci v panelu plasti imate ikonco, ki izgleda tako kot nov list papirja, in če kliknete na njo, bo naredil novo plast. Torej novo prazno plast. Zdaj imamo že selekcijo izbrano in kako bi to zdaj napolnili z barvo. Napolnili z barvo. Kako bi to z eno barvo napolnili? Kaj, Manco? Nisem slišal. Paint, ne, edit, pa fill, tako. Ne? Najprej lahko izberemo, lahko izberemo tukaj barvo, drugače imamo pa tudi znotraj fila možnost izbirati barvo. Torej, zdaj imam selekcijo izbrano in imam novo plast. Ja? In grem v edit, fill, in pa zdaj, ker nimam ne primarne barve, ne sekundarne barve izbrane, bom tukaj le pri contents izbral color. Kaj se zgodi? Takoj mi da možnost, da si izberem eno barvo in izbral si bom rdečo barvo. Tukaj naj bo blend mode normal in pa opacity 100%, tako da bo barva vidna, in pritisnemo OK. Kaj se je zgodilo? Torej, kvadrat se je napolnil z rdečo barvo in kje je moje rumen del zidu? Od zadaj, ne? Torej, samo primem en del in ga potegnem nad drugega in imam prvi del naloge rešen, torej imam rumeni del zidu in pa rdeče ozadje. Zdaj pa... Kaj? Kaj?
Ja. Samo pojdi edit. Jaz sem naredila Ja, edit, film. Ja. film, sem dala ok Ja. in nič. A ja to moraš brati kolor. Samo sem ga. Čak. Preserve transparency si imela vklopljen, kar pomeni, da bo on vse, kar je transparentno v tem trenutku, bo pustil primer. Ne? In ker je vse transparentno, bo vse pustil primer. Se pravi, se ni zgodilo nič. Ne? Eno stvar imamo še za narediti. In sicer, kaj sem rekel, ne želim, da je karkoli čez tole črno. No, Maja ve, ampak da je še kdo drug? Karkoli, če ste Ja, se pravi, nočem, da je karkoli čez tole črno podlago. Kako bi to rešili? Zdaj morate mičken morate kreativno razmišljati, da torej, že v moji želji je skrita rešitev. Torej, ne želim, da gre karkoli čez tisto črno podlago. Če zdaj vse črno, če zdaj samo še koščki črni. Tisti koščki črne, tisto koščke črne želim, da ni nič čez. Ne, vzemi črno, ne, dajmo vzeti črno, jo dati na svojo plast in dati čez vse ostalo. Potem ne bo nič čez. Ne. Tisto, ki smo prej delali. Tako, ne, zdaj dajmo označiti, dajmo najprej skriti te dve plasti in dajmo označiti to črno. Kako bi označili to črno? Torej, tisti krog. Yes, magic wand. In zdaj, zaradi tega, ker je kar nekaj na tem dokumentu, ki je črnega, moram jaz zdaj dve stvari narediti. Ne? Nujno mora biti tukaj contiguous vklopljen, torej bo on izbiral samo barvo, ki se nadaljuje ena drugi, in pa dajmo znižati toleranco na, bom rekel, 5 ali pa mogoče 10. Ne? Torej, toleranco sem znižal na 5 in zdaj kliknem na tole in se ni zgodilo nič. Zakaj se ni zgodilo nič? A mi zna kdo povedati, zakaj je zdaj označil kar nekaj? Ker nimam izbrane prave plasti. Tako? Nimam izbrane prave plasti, oziroma imam tudi možnost tukaj le sample all layers. Kaj se zgodi, ko kliknem to? On bo vzel to sliko, kot da bi bila ena sama plast. Ne? Če dam tukaj sample all layers in zdaj kliknem na, torej najprej moram iti deselect, potem pa kliknem na črno, je zdaj izbral vso črno, je pa še vedno izbral preveč. Torej tukaj le bo pa treba zdaj odstraniti. Kako? Minus. In označimo tele palme. Tako. Tretja ikonca po vrsti. In zdaj imamo tole črno označeno, zdaj bomo pa tole skopirali v novo plast. Ne? Torej, pozor, imejte izbran background, zato ker iz backgrounda zdaj kopiramo. Ja, in layer, new, layer, via copy. Super. Ja. Okay. Kako si naredil? Ja, jaz sem označila te črte, pa sem samo prisala v tem leju, oziroma tam. Ja, v redu, ampak kje imaš zdaj te črte? Črta je, kjera črta? A imaš na svoji plasti ali nimaš? Mislim, črte so tu, kjer so bile. Jaz nisem na tem označila, pa sem kliknila ta leje, pa sem dala deliti. V bistvu sem tam, ko je bila ta črta označena. Aha, ja, ok, ampak to boš zdaj mogla za vsako nalogo posebej narediti. Ne? Medtem, ker če bi si prekopirala na layer, bo uno vedno čez, ne? In ne boš rabila za vsako nalogo posebej to narediti. Ja? Zdaj recimo vzameš marki, naprimer, ne? Ta prvi, ja? In zdaj imaš te 4 kontrole, ne? Se pravi, a želiš delati novo selekcijo,
ali želiš dodajati tej selekciji, odstranjevati, ali pa želiš narediti presečišče. Ne? Torej, želiš odstraniti, ne? In samo tukaj nariši en kvadrat čez in zmagneš. Ne, še nekaj, ja, lahko še enkrat, ne? Ja, vse je v redu, samo še enkrat, ne? Ja? In potem skopiraš na svojo plast. Ja? Ja, ti boš mogla tlele zbrisati zdaj tale dreveščka, ne? Se pravi, bova označila za kvadratom tale dreveščka, pa jih samo dajva pobrisati ven. Se pravi, tak pa deliti. Ne? In tukaj vidiš, da so zdaj zginili ven. Ja? Če bo kdo preveč obvladal, ne, sem dal še eno dodatno nalogo, tukaj je vaja 202 hardcore, lahko še to. Tisti pa pol že kakšna desetka v igri. Tle se ti splačam mogoče z poligonsko zanko, zato je vse ravno. Rdeča spremeniti, ker nisem pač opazila, da je rdeča. Aha, daj najprej vidnost spremeni, se pravi na uček klikam. Ja? Zdaj pa bova označila te piksle, ne? Se pravi desno klikam na tisto slikico na layerju, ja? In daš select pixels. Ja? Zdaj imaš to selekcijo izbrano in zdaj jo lahko še enkrat napolniš, ne? Ker imaš in plast in to selekcijo, se pravi pojdi edit profil. A je tam. In boš tukaj izbrala color, ne? Tako, ja? In samo tako, ne? In boš tukaj definirala zdaj, katero barvo želiš in boš s tisto barvo potem lahko napolnila. Kje se je ustavilo? Ne vem, tule mi je nekaj čudnega, ko pol hočemo označiti te palmice, samo da najdem jaz tale, okej? To in mi bo še tle. Ja, dajva to rešiti, ne? Torej, zdaj imamo preveč označeno, zdaj moramo označiti manj, ne? Torej, najlažje je, da si recimo daš kvadratek, ne? Torej marquee tool, ja? In zdaj imaš te 4, ne? Torej, pazi, zdaj lahko ali odstranjuješ, ne? Ali pa narediš presečišče, ne? Lahko greš na četrtega, ne? In potem samo tukaj potegneš, ne? Tako, ja? In bo kombiniral, opsala, zdaj se samo enkrat klikam, dajva edit undo, ja? In samo potegn, ne, čez, se pravi, bo kombiniralo to, tako, ne, to, kar boš zdaj potegnila, bo kombiniralo z tem, kar je že in bo rezultat tole, ne. Zdaj pa samo še tole malo odstran, ne, in zmagaš. Želim, da baletko potegneš ven iz ozadja. Ja? Dajte, da vam pokažem tole, potem pa naredimo eno hitro pauzico. Torej, 202 vajo hardcore si odprite, pa bomo spoznali nekaj novega, ki se je dodalo v Photoshop 2.18.1. In sicer Adobe zdaj radi svojim algoritmom pravijo umetna inteligenca. Tako da to je izrezovanje za umetno inteligenco. Se lahko pogovarjate s Photoshopom zraven. Skratka, dajmo katerokoli orodje za izbiro označiti. Ja? In zdaj tukajle v kontekstualni vrstici imamo en nov gumbek Select and Mask. Ja? Na katerega kliknete. Odprlo se je čist novo okolje, torej Select and Mask. Ja? Tukaj. Odprlo se je eno čist novo okolje, kjer tako, kot je bil Quick Selection Tool, lahko zdaj mi izbiramo, kaj je označeno, pa kaj ni označeno. Ampak en nov gumbek se je tukaj pojavil in sicer Select Subject. Pa dajte klikniti gor na Select Subject, počakajte nekaj sekund in ja, ne? Zelo kvaliteten rezultat pride zelo hitro, ne? V mojem primeru seveda
imamo nekaj težav. Ne? Torej, on določenih delov, kot je tukaj, ne, ni našel kot del ozadja. Torej, imamo zdaj mi tako kot v Quick Selection toolu, tukaj le možnost ali da dodajamo ali pa odvzemamo od te selekcije oziroma od tega objekta. In zdaj jaz bom izbral tale minusek in bom začel risati tukaj, tako da on odoznači te dele od objekta, ne, in dobim ozadje. Se premikam, tukaj le imam še malo ozadja. Še tukaj imam malo ozadja. Pa še tukaj le. In potem na koncu kliknete OK. Rezultat je zelo, zelo kvaliteten v praktično ničnem času. Ne. Torej, niso popolni rezultati, daleč od tega. Ne. Če bi si nekdo vzel čas in šel potem pregledovati, bi stvar naredil dosti kvalitetnejše za kakšnim pen toolom ali čim podobnim, zato ker recimo tukaj je odstranil del roke, ker je bila svetloba preveč močna, ne. Tukaj je recimo nek del pustil, ne. Ampak za praktično nič minut dela je rezultat zelo, zelo zanimiv in zelo, zelo kvaliteten. To je novost v Photoshopu 2.18.1, tako da morate imeti še posodobitev 2.18, ker da dobite to funkcijo noter in potem boste naenkrat odstranjevali iz fotografij vse, kar boste našli gor. Babice, pse, detke, mraze, ni da ni. Evo. Okay. Zgoraj imaš Select and Mask, potem pa Select Subject. Okay. Zdaj le bo pauza.